Evo, dragi naši radijski prijatelji, mi z Boštjanom smo pa danes na enem zelo luštnem, lepem, krasnem, fantastičnem, skratka ni da ni, kar se opisa tiče mestu, in sicer sva v vrtnariji Toplak. Z razlogom. Samimi rožicami. Ja, in sicer bova danes z največjim veseljem vam pokazala, kakšni trendi so v letošnjem letu najbolj zanimivi in najbolj kar se tiče balkonskih zasaditev. Ampak pri tem ne bova sama. Ne, z nama bo vrtnarski strokovnjak Tomi. Lepo pozdravljeni, Tomi. Tomi, jaz imam doma bolj senčno stran in bi jaz imel eno zasaditev za senčno stran hiše. Tanja je pa bolj na soncu, pa bi za sončno stran eno korito zasadili, ne? Ja, lep pozdrav. Jaz imam nekaj rožic že tukaj, ne? Tole poznam, moram povedati, Tomi, to je ena izmed najboljših, najlepših rožic, kar se tiče imena. Gre za fuksijo. Pa ta je toplišna, ker smo pri Toplaku. Dvojna, polna, ne? Ja, res je. Je primerna za sence. Zelo primerna za senčne in polsenčne lege. Jaz si bom dal kar v korito. Jaz pa nimam fuksije, ne? Ampak imam pa nekaj zelo vročega, gorečega, nekaj povezanega z ognjem, zmaji in tako dalje. Kaj imam pa jaz? Točno tako. Tanja ima pa zmajeva krila, To je tole. ki bomo uporabili za glavne rastline. Evo jih, čudovite rastlince. Tudi jaz bom začela kar saditi. Tomi, vi nam pa lahko mogoče med tem malo poveste, a delava prav, kaj je treba narediti, Seveda. na kaj je treba paziti. Jaz bom dal še tale rep zraven. A ni tak rep? Točno tak. Tudi ime ima tak ponytail, že po izgledu. Ponite. Priporočljivo je, da najprej sadilno jamo pripravimo take globine, kot je lonček. Dobro. Da potem, ko za zemljo zasujemo, Jaz imam še tukaj ene take bombončke za rastline. To je treba dati nujno to je pa noter. dolgoročno gnojilo. Vsaki rastlini Eno žlico. lahko damo, eno žlico damo na korito, ščepec damo na rastlino. Takle. To sem dal preveč. Pa ne, naj bo, da bo fajn Tomi, cvetelo. zdaj nam vi povejte, a nama sploh tole gre? Super, gre Tanji gre, mislim, da boljš kot Boštjano, ker Boštjan je začel na kup saditi. Noro. Aha, bomo malo bolj Boštjan, takle. fuksijo boš mogel malo bolj poglobiti, tudi ponytail, Joj, vidiš, jaz imam vse rad, da je bolj da ne boš odzunaj. imel težav pri zalivanju, ker se zna zgoditi, da ti bo voda tekla k sosedom. Ajoj, vidiš, no vse je treba misliti. Sam, a veš kaj? Da ne boste si doma mazali rok, jaz predlagam, da pridete kar k Toplaku, pa vam bojo oni tole vse zrihtali. Same rožice, ko jih bodo posadila, en mesec ni potrebno dognojevati. Se pravi, zalivamo jih normalno, z navadno vodo. Dognojevati jih pa začnemo nekje po 4 tednih, ko porabijo vso zalogo hrane iz substrata, ki je bil pripravljen v korito. Dognojujemo jih pa enkrat tedensko. Zdaj, Boštjan, ti boš mogoč na 10 dni, ker si v senci. Ja, aha, dobro. Tanja pa, da bo imela zelo bujen balkon, jih pa bo vsak teden. Aha, Ok, za bujno rast, torej kar se sončne strani tiče 2-krat na teden, potem pa ne pozabite tudi dognojevati, a ne? Seveda. In pa predvsem z rožicami morate govoriti. A to drži, gospod Tomi? A Ja, treba jaz na rožice koncu sezone nagovarjati? že zelo redko beseden, ker malo jezik zrabi. a zemljo tudi dobimo pri vas? Pri nas dobite vse. Imamo zemljo, gnojila, korita, Vse na enem mestu, to je to. cvetje pa že naši kupci poznajo, tako da. To mi povete nam, kje vas najdemo? Ja, smo blizu Celja, centra Celja, lahko rečemo. Celja ni veliko, ampak nekje 2 do 3 km iz Celja, Gorica pri Šmartnem. To je od Lopate nekje 500 metrov se nahaja naša vrtnarija v smeri Galicije. Evo, draga družba, poslušalci, gledalci, to je to. Midva z Boštjanom sva poskrbela, da bosta najina balkona letos dehteča in cvetoča, kot se šika. Za vaš top ambient vrtnarija Toplak.